Čau, Uroš tukaj iz Kivita Running Academy. Po dolgem času spet en test, tokrat ne copat, ampak imam pri sebi računalnik. Zakaj? Zato, ker bom testiral spletno aplikacijo Julian Alps Virtual Run. Kakor veste, in smo pač ekipa Kivita Running Academy, kar zelo vpeti v organizacijo Julian Alps Trail Runa in smo letos bili primorani zaradi odpovedi tekme vam ponuditi nek nadomestek tekme, da se nekaj dogaja, zato smo razvili tole aplikacijo, ki jo bom danes za vas stestiral. Da pa ne bo ostalo samo pri testu, pa da bo malo bolj zanimivo, boste pa lahko vsi, ki boste ta video pogledali. Na koncu najdete tudi informacije, kako si lahko priborite tole super flaško z letošnjo izvedbo flaške Julian Alps Trail Run. Tako da ostanite do konca z nami, z mano, pa boste videli na koncu navodila, kako priti do te flaške. Ok, če gremo kar lepo po vrsti, do spletne aplikacije lahko dostopaš preko računalnika ali preko telefona. Enostavno greš na virtual.trailrun.si ali pa na aplikacijo vstopaš kar iz osnovne strani trailrun.si, ker gor v zgornjem vrstici najdete povezavo do aplikacije. Najprej poskrolaš čisto do dna, kjer najdeš Avai Book prijavni sistem, se registriraš, prijaviš, štartnina oziroma prijava znaša 30 €, za teh 30 € dobiš potem uporabo aplikacije in pa ko opraviš določen izziv, domov, na dom, v poštni bralnik prejmeš eno tako cool medaljo, pa eno majčko, ne tako ta je lanska, ampak čisto letošnjo izvedbo majčke Julian Alps Trail Run. Ok, ko se na Avai Booku prijaviš, dobiš unikatno kodo, ki jo potrebuješ za registracijo. Sicer na vrhu čisto ti piše registracija, mimogrede aplikacija prehaja tudi v angleškem jeziku in pri tej registraciji to kodo uporabiš, da prideš do prijavnega sistema oziroma da se lahko prijaviš. Ko si enkrat noter, lahko izbiraš med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razdaljami od 10 do 240, se pravi 10, 15, 30, 65, 100, 170 in 240 km. Ta najdaljša sicer ni del originalnega Julian Alps Trail Run dogodka, ampak teh virtualnih izzivov. Midva z Lukatom sva jo julija odtekla, tako v kosu, gre za krožno pot okoli Julijskih Alp, vse od Kranjske gore čez Vršit v dolino Soče, do Tolmina, planina Razor, tam proti Črni prsti, Soriška planina, Ratitovec, Bled, Žirovnica, potem pa še čez Karavanke, čez Stol, Golico nazaj v Kranjsko goro. Tako da taka super trasa, ki lahko sedaj odteče prav vsak. Zakaj? Zato, ker lahko posamezno razdaljo odtečete ali v kosu, ali pa po delih. Se pravi, 240 km ni potrebno teči v enem kosu, ampak lahko si to izbereš kot izziv, recimo za en mesec, za 2 meseca in počasi izbiraš posamezne teke, da prilezeš do vseh 240 km. In ko to opraviš, dobiš medaljo in majčko. Kako posamezne teke vnašaš v aplikacijo, ko poskrolaš malenkost niže, lahko, če uporabljaš Stravo, sinhroniziraš s našim programčkom, oziroma s tem programčkom in se enostavno posamezne teke avtomatsko prenašajo v program. Ti samo moraš izbrati, kateri tek bi rad, da se prenese v aplikacijo in se prenese. Lahko pa to počneš čisto ročno, če ne uporabljate teh aplikacij in greš enostavno odteč, približno napišeš, koliko kilometrov si odtekel, se pravi, recimo 10 km, koliko spona, 100, 150, 120, 200 metrov spona in v kolikem času posodobiš in te enostavno tale tek prenese noter na zemljevidu, ki ga imaš, pa ti lepo kaže, kje si glede na trenuten tek. Se pravi, če sem na 240 km odtekel en tek, me potem predstavi po mapi in vidiš recimo po 10 km si nekje proti Vršiču točno pozicioniran, kje bi glede na tisto razdaljo, ki si odtekel, moral biti. In tako se potem premikaš po zemljevidu lepo naprej, dokler ne končaš
celotne trase. Kar je zelo pomembno, upošteva se tudi vzpon, tako da pri recimo 240 moraš preteči tudi 10.000 metrov vzpona, da opraviš izziv. To zdaj ni konec, ampak lahko svoj rezultat primerjaš tudi z ostalimi tekači. Z ostalimi tekači, ki so prijavljeni tudi iz tujih držav, veliko je zdaj tudi Nemcev, Švicarjev, kakor sem prej malo spremljal. In lahko vidiš v bistvu, katere trase oni tečejo, koliko kilometrov so trenutno že naredili in kje se glede na traso nahajajo. Vse skupaj se pa potem razvrsti glede na hitrost teka. Se pravi, tudi je nekaka hitrostna lestvica, čeprav je v osnovi aplikacija namenjena samo oziroma bolj druženju in sodelovanju v tem izzivu. Tako da zelo enostavno, zelo tako motivacijsko, v tem času, ko primanjkuje tekem, lahko na ta način pridobiš kul medaljo, majčko. Tokrat pa, kar sem danes jaz iz Kimitala pripravil tale test, vabim, da se sam tudi pridružiš, poskusiš, ali pa sama pridružiš tej aplikaciji. Prijavnina stane 30 €, za kar dobiš, se pravi, uporabo aplikacije in pa medaljo, pa majčko na dom. Tokrat v sodelovanju, se pravi, Kimital in pa Julian Arts Trail Run, pa vam podarjamo še tole flaško. In sicer kaj moraš narediti? Na Facebooku, se pravi pod objavo, kjer bo ta video objavljen, v komentar napiši, katero traso bi ti odtekla, se pravi, katero od 10 do 240 km, glej, da boš tudi to res odtekla, in pa označi 3 prijatelje, s katerimi bi se na to traso najraje podal. Ok? Evo, tale flaška. Evo, to je to. Se vidimo na virtualnem Julian Arts Trail Runu. Čau!